V prihodnjih letih si bom skupaj z vami prizadeval, da bo Slovenija po najboljših močeh sodelovala v razpravah in odločitvah o prihodnosti Evropske unije. Menim, da je v tem trenutku legitimen in razumljiv napor naše države, da ohrani in okrepi mesto v jedrnem, najbolj povezanem delu Evropske unije. Osebno ocenjujem, da se bo naša država torej v naslednjih 5 letih osredotočila na 3 področja. Na spodbujanje okrevanja gospodarstva, na zagotavljanje varnosti in na dogajanje v Evropi in umeščanje naše države v nova razvrščanja znotraj Evropske unije. Visoki zbor, ekscelence. Slovenska evropska in zunanja politika se začenja pri odnosih s sosednjimi državami. Ponosni smo, da smo po diplomatskem priznanju vsa odprta vprašanja rešili po mirni poti. Vključno z vprašanjem načina določitve meje s sosednjo Hrvaško. Na osnovi mednarodne pogodbe je arbitražno sodišče to mejo določilo. Utemeljeno pričakujemo, da bo to odločitev spoštovala tudi sosednja in prijateljska Hrvaška. Na nekatera pričakovanja z njihove strani, da bi po odločitvi tribunala zdaj iskali neko novo srednjo pot, odgovarjam, da je bil arbitražni sporazum srednja pot in da je zdaj potrebno prehoditi to določeno pot do konca. Slovenija se bo dejavno angažirala na področju Zahodnega Balkana in jugovzhodne Evrope. Z našimi izkušnjami, znanjem in politično voljo želimo pomagati tej regiji pri ohranitvi in utrditvi miru in varnosti ter njenih evroatlantskih vizijah. Slovenija si bo kot članica Evropske unije in Zveze NATO prizadevala za mirno reševanje vseh sporov ter za vzpostavitev ali ohranitev miru v varnostno tveganih delih sveta. Slovenija nima v mednarodni skupnosti nobenega sovražnika. Skupaj z vlado, parlamentom si bom prizadeval, da bo imela čim več prijateljev, povsod po svetu. S svojimi mednarodnimi aktivnostmi se bom močno trudil za ugled naše države in njeno spoštovanje v svetu. Spoštovani predsednik Državnega zbora, poslanke in poslanci, ekscelence. Ena najpomembnejših nalog države je zagotovitev njene varnosti. Čeprav je Slovenija varna država, se vsi skupaj dobro zavedamo spremenjenih dejavnikov njenega tveganja. Potrebujemo zelo posodobljen sistem zagotavljanja nacionalne varnosti. Ne govorim samo o vojski, čeprav sem hkrati kot predsednik in njen vrhovni poveljnik glede tega posebno odgovoren. Mislim tudi na dobro, premišljeno, strateško in temeljito modernizacijo obveščevalnih služb, policije, civilne zaščite. Pravzaprav se mi zdi neverjetno, da smo tudi glede varnostnih tveganj že v času digitalne dobe, naša varnostna struktura pa se zdi je še iz predmodernih časov. Lahko smo srečni in ponosni, da je Slovenija varna država, vendar je prav država, prav na tem področju varnosti, nenadomestljivo odgovorna, da tako tudi ostane. Spoštovani, ves čas govorimo o prihodnosti, tudi v resnici ne vemo, kakšna bo. Vendar Slovenci iz zgodovine vemo eno pomembno in morda za našo prihodnost odločujočo stvar. Razklani smo šibki, povezani in enotni smo močni.